Prvi mož Kinološke zveze in pobudnik davka na pse Blaž Kavčič je jasen. V Sloveniji imamo okoli 220 tisoč psov, od tega jih je le 150 tisoč cepljenih. Premalo. Obdavčitev psov bi po mnenju Kavčiča lahko disciplinirana del neodgovornih lastnikov. To pomeni, da tudi ne bo prihajalo do nekih takih legel kar tako in da ne bo prihajalo do pasje trgovine, ki je izredno neodgovorna in ki nabije Slovenijo z velikim številom nepremišljeno kupljenih psov, ki potem končajo na cesti in zavetiščih. Izračunal je, da so občine v 5 letih za delovanje zavetišč dale kar 6 milijonov evrov. Eden od razlogov za neodgovoren odnos do psov bi bili lahko stroški cepljenja in pregledovanja živali. Ti zdaj znašajo 30 evrov na leto. Kavčičev letni davek na pse pa bi bil le 10 evrov in okoli 3 evre za cepljenje proti steklini. Nekateri lastniki bi njegovo idejo takoj sprejeli. Čeprav sem proti davkam na ostale, ampak za živalce pa bi, da bi skrbeli pol, tudi za takele, da imajo pol denar za hranjenje in tako naprej. Ne? Spet drugi so ostro proti. Sem pa ohranjenih davkov že, ne vem, če bojo s tem rešili zadevo. Z njo se strinjajo tudi v ljubljanskem zavetišču za živali. Sprašujejo se, kdo bo odkrival neodgovorne lastnike z neprijavljenimi psi. Treba je potem ugotoviti, kdo bo tisti, ki bo nadziral, kdo bo tisti, ki bo ugotavljal, ali so psi registrirani, ali je plačan davek za nje. Kot to tudi zdaj še ni urejeno. Ja, davek na pse tako ostaja le ideja v glavah kinologov. Proti novi dajatvi so tako na finančnem kot kmetijskem ministrstvu. Prepričani so, da davek ne bi povečal registracije psov, saj bi obremenil le tiste, ki že zdaj odgovorno ravnajo s svojimi psi.